Evo pa, da ne boš svetovala sam nama, imamo tudi slike pomembnih, zanimivih Slovencev. Midva sva zasledila, kako Aquafresh skrbi, da je vsak dan vreden nasmeha. To sem pa v nulo povedal. Zato imamo slike politikov, ki se smijo, pa bi mogoče ti nama malo... Malo povedala. Si za? Povem tako, kot vama? Ne, tukaj le imaš, že? Ja, naprimer, tale nasmeh. Alenka Bratušek? Ja, pa malo bolj na kratko mogoče, na hitro ta glavne stvari. A zdaj moram nasmeh analizirati? Ne, karkoli, ne, tudi obraz. A vidite, kaj je v bistvu en kotiček vleče v drugo smer? Ja. Ona ima v bistvu lev kotiček nižji. To pomeni v bistvu, da pretirano uporablja moško energijo. In da je zaradi tega v bistvu pač hoče biti... Ona ima zelo dobre... Kako bi rekla temu, da čim lepš povem, skratka, totalne ambicije ima, totalne odločne in močne cilje ima, to odražajo pač močna jedra, ampak v bistvu potem jo pa telo pri tem ne podpre in ji manjka odločnosti, viden je tudi strah, glede na tem področju, tamle imam še nekaj, pa gledam. Skratka, ona mora ful delati na ženske energije, glej ga. Ja, dajmo vse to, gremo naprej. Gremo na naslednjo sliko. Imamo tudi Zokija, ki se lepo smeji, pa da njega analiziramo, evo ga. Ja, kaj mislite, no? To je isti obraz, kot Berlusconi. Pač ne... Opa, ja. Ja, nima spet toliko podoben. Ja. Tole. Berlusconi ima malo bolj pobarvane lase. Pa malo več lepotnih operacij, ne, ampak fora v tem, da... V bistvu temu se reče nedotakljivi obraz. To pomeni, da v bistvu gledaš usne kotičke, obrnjeni so gor, noben ti nič ne more, oči govorijo drugo zgodbo. Kaj pa oči govorijo? Drugo zgodbo. Pa govorijo tudi o tem, da ta človek čustva zelo pospravlja za to, da razum, pač to je totalen kalkulator, analizira, pač matematik, vedno 5 korakov pred tem, kar povej. Usta povedo. Ampak, glej, svakemu čas, njega se ne moraš z bombonim biti dotankati, ne. Če imaš usne kotičke gor, glej, če si takoj zapomnila v te vdaje, nikoli jih ne spustiti, noben na svetu ni vreden, da zaradi njega spustite usne kotičke. Vam moškim moda pade, zaradi tega nam ženskam prsi, glej, vsi so vredni. Vse pada počas, ne? Vse je pogojeno z ustnimi kotički, smejte se, še eno sliko imamo. Še eno sliko imamo, če pogledamo, še to poveš. Kdo pa je to, kdo pa je to? Ovala. Pahor. On proba z umom, to se mu vidi, vzdrževati energijo, ampak telo mu zelo šibi. Hod na fitness, pa vse to. Ja, zato se še bolj izčrpuje. Vedno, ko imaš izčrpano adrenalno železo, moraš imeti hladne športe, ne tople, ker se v bistvu adrenalin z adrenalinom zbija. Do 60. leta, če se na tale fantorec spravil naokol. Tale fant? Dobre, imamo še pa enega. Ne, pa ful... Ja, lepo. Ti mu hočeš samo dobro. Ti mu hočeš dobro. Dragi Boru, ne, to ni nobena kritika pač, ja. On ima tudi, zdaj si ga že dal stran, ampak on ima veliko ženske energije v primerjavi z Alenko, ki ima več moške, pa ne pomeni to nič tazga, tukaj, da je malo neodločen. Ne, samo dobro zveni, kot ko rečeš. Ja, da je malo neodločen, da ga čustva velika tudi nesejo, da zelo dobro hoče, ampak izvedba, moška energija je fokus, akcija, vse ti veš. Ne, še enega imamo estradnika, ki ima pa tudi kar zanimiv nasmeh, gledaj ga. Ja, tale človček ima do 29. življenja leta full easy življenje, od 29. pa do 39. bo pa malo pred izzivi. Prej mu šlo zelo easy, denar je prihajal, življenje je bilo full lahko. To vse vidiš. Ja, lej, pač tukaj imaš prvih 30 let, tukaj imaš drugih, tukaj imaš zlata leta, penzijo. Se pravi, on bo po 69. letu se imel full fajn. Moja penzija... Ti imaš močno brado. Kaj to pomeni, da bom imel dobro penzijo? Imaš trezor v lagi vanga. Čakaj, zdaj sem pri njemu. Spet pri njemu dominira pa ženska energija, zelo čustveno bitje in to je to.